V korona času, ko se ne smemo družiti iz oči v oči, veliko časa preživimo na spletu. In tam kot gobe po dežju rastejo skupine za klepet. Vključena sem v ene 20 čatov. Če ne morem imeti telesnega stika, vse imamo kakšne videoklice. Sem vključen v veliko chat skupin v svojem razredu, ampak družim se z njimi malo manj, ker sem pred 5 tedni preskočil razred. Ko se konča ura, se kdaj pogovarjamo in ostanemo v uri. Zdaj se pogovarjam z nekaj sošolci. Karkoli, kako se imamo, pa kaj se zabavamo, kaj se sprašujemo. Igrali smo se tudi že resnica pa izziv. V našem razredu se preveč pogovarjamo, kar mi gre ful na živce včasih. Je bilo preveč sporočil in zato sem enostavno zapustila skupino. Težava je tudi, če si želiš biti v skupini za skupne pogovore, pa te vanjo ne sprejmejo ali pa te izločijo. Če bi izločali med seboj razne sošolce, ljudi, prijatelje, jaz ne bi bila njih najbolj zadovoljna, bi probala njih spraviti vse malo boljšo voljo, da se vse jaz probam ohraniti neke stike z njimi, če že drugi nočejo. Jaz probavam ohraniti neko prijaznost do njih. Prijaznost je najpomembnejša. O tem poje celo Harry Styles. Ker pa vsi ne poslušajo Harryja, se zgodi, da kdo na drugi strani ekrana nima nikogar prijaznega in je osamljen. Zato je dobro, da se takrat obrnemo na odraslo osebo, ki ji zaupamo in nam bo pomagala. V tej starosti odraščanja včasih težko staršem poveš, kaj se ti res dogaja. Zato smo v šoli svetovalni delavci, učitelji, ki jim lahko zaupaš in bomo tukaj s tabo in te vodili do tega, kako to stvar čim hitreje in čim boljše rešiti. Skratka, pravi odgovor je pogovor in naj te ne skrbi, da te bodo imeli za špec kahlo. Ker smo vsi ljudje in vsakemu se dogajajo svoje težave. Seveda si lahko prijatelje skušaš najti tudi zunaj razreda, a vseeno na spletu ostani previden in ne razkrivaj osebnih podatkov, denimo domačega naslova in telefonske številke. O spletnih znancih pa povej svojim staršem ali drugim, ki jim zaupaš.